Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V tokratni oddaji bomo govorili o veteranstvu, o rekreaciji. Z nami v studiu sta dva veterana vojne za Slovenijo. Mirko Drnovšek z Izlak, pozdravljeni, ter Vid Jerič z Hrastnika. Županov brat, ne? Če bi tako rekli. Ja. Tako. Mirko, mi že od vsega začetka spremljamo te veteranske pohode na Triglav, Triglav. Res je zelo pestro bilo v vseh teh letih, ampak preden bomo kakšno besedo o tem pohodu rekli, je prav, da povemo, kako je bilo med osamosvojitveno vojno. Kje si jo, mi smo vsi trije veterani, se tikamo, kje si bil v času osamosvojitvene vojne, v kateri enoti, kje si deloval? Ja, jaz sem bil takrat tik pred pričetkom vojne, sem bil v občinskem štabu za teritorialno obrambo. V začetku vojne je prišlo do reorganizacije teritorialne obrambe, kjer so se ukinili občinski štabi in se formiral pokrajinski štab teritorialne obrambe v Trbovljah. Člane bivših občinskih štabov pa so prerazporedili kot inštruktorje v vode krajevnih skupnosti in jaz sem bil v vodo teritorialne obrambe na Izlakah. S kakšno funkcijo mogoče? V bistvu kot pomoč poveljniku voda, to naj bi bila glavna funkcija oziroma naloga. Kdaj pa je prišel poklic? Že takrat, takoj, ko se je začelo, po razglasitvi samostojnosti? Ja, jaz rekel sem, da sem bil član občinskega štaba, mi smo imeli predhodne priprave že v poklice, razno usposabljanja, urjenja, tako da to je že kar prej bilo, ja. Se tudi sam spomnim, da smo že decembra leto prej, pol leta prej dobili orožje na dom z municijo. Ja, to so bile bolj te enote za protispecialno dejstvovanje, sami vodi in ostale enote pa niso imeli orožja. Pa ne, vsega niti ni bilo takrat. Ne, niti ni bilo potrebno. Kaj pa ti, Vid? Jaz sem pa bil v 123. samostojnem vodu, rekel se je Kanica Šovna Peč. In prvi dan mobilizacije, to je bilo na 26. smo bili stacionirani v Šovno Peč. Tisto popoldne smo na komandi višjih štabnih oficirjev streljali celo na helikopterje jugoslovanske armade, ki so leteli po dolini Save. In kako je tisto odločiti se za streljanje? Moramo reči tako, ko je zapel, da je treba streljati, smo se malo gledali, prvo, a je res, a ne. Vemo, bolj ko ne, teri orožje ni bilo tok avtomatskega, saj naš vod imamo večino polavtomatskega, ali pa še celo M48. Sam komandirji smo imeli avtomatske puške in če pritisneš na avtomatsko puško, tistih par sekund jih je 30 ven. Ja. No, po naslednji dan smo pa šli kot pomoč vodu v Radeče, Radečkemu vodu, ki je bil stacioniran v Zidanem mostu v Domu Svobode. In potem smo bili dol do enih 10 dni, potem smo se pa tudi ta oba voda šla v Radeško šolo. In tam smo počakali do razformirane enot. Je bilo kakšna datum, pa glih ne vem zdaj. Hujša akcija, tako? Ne, dol je bilo pač, verjetno kot drugej, malo več, bi bom rekel, tetih alarmov za avione. Smo mogli gor na Dom Svobode, kjer je v Zidanem mostu Dom Svobode, odzadnji je breg pravokotno, ki gor, smo mogli gor leteti, tam gor je en daljnovod, visoko na 5 z železnico in tam pri daljnovodi smo ponovadi postavili te šarce, po domač povedano. In zdaj, če malce nazaj pogledata, je Slovenija takšna, kot sta mogoče takrat pričakovala, mogoče ti, Vid, najprej? Ja, tukaj bi se pa lahko veliko govorili, ne. Glejte, mislim, da za tole, to je moje mišljenje, osebno se nismo borili. Vemo, sistem je bil prej drugačen, bolj enakopraven. Preveč je zdaj to, preveč je te kjer nagrabili, nezakonit. Če bi spošten, ostale stvari pa vidimo. Je mogoče tudi zato, ker vse takrat so prav tako grabili, ampak se nisi zvedelo, ne? Vsi ostali, ki pa niso bili na kakšnem položaju, smo se bili pa tako enaki, ne?
Ja, možen za to. To je bilo dejno. Sam take bistvene razlike v bogatstvu posameznikov ni bilo. Kaj pa, tvoje mišljenje? No, jaz bi se tukaj videl pridružil, sigurno so ljudje razočarani, tudi jaz. Veliko se govori, pa malo naredi. Sploh pri pregonu tega kriminala bi mogli več narediti, sam to so pač dejstva taka. Mreže in tako naprej. Veliko je pač bilo zraven in zdaj, če bo eden zapel, se vemo, kako bo. Tako da škoda o tem razpravljati. Mislim, na marsikerem področju smo lahko razočarani. So pa seveda tudi dobre stvari in saj te nas spodbujajo malo, da nismo zaman bili na braniku domovine. Je pa res, svet se vrti, vidimo, kako se to drugo dogaja. Posod je takšen in drugačen kriminal, tudi tam bi človek mislil, da ga ni, pa je. Tako da treba bilo več narediti. In o teh zadevah na teh tedenskih pohodih veliko razpredate ali ne? Ne, sploh ne. Druge stvari, nimamo druge prijetne stvari. Največ problem so nam včasih kak šuli, vročina, politika imamo pa tako zakopano, ko mi iz kuma odidemo, vse civilne zadeve ostanejo na kumu ali pa pod kumu. Predvsem pa tiste politične, ne? To pa sploh ne. Ja. No in kako se je vse skupaj začelo? Sta oba od vsega začetka pri tem projektu? Kje je začelo to dozorevati? Glejte, ta pohod na Triglav je v spomin partizanskim patruljam, ko so prinesli 44. leta gor slovensko zastavo. In tu so imeli že prej združene borce že v bivši Jugoslaviji, ampak potem je pa tu se malo prekinili. In potem po osamosvojitvi, ne vem koliko let po tistem, mislim, da je bil letos 31. pohod, sam to še od bivšega zram, so častni, mislim, so veterani, Sever, pa vse te domoljubne organizacije skupaj stopili in so spet ta pohod naredili. Prej smo vsi hodili vsak svojem. Borci s borcem, mislim, kot organizirano, častniki s častnikom, veterani z veteranom in tako. Potem so pa začeli ta prvo Ankarančani. Ankarančani so začeli ta pohod iz Ankarana na Triglav. In pokojni Lojze, ko je bil tudi v tej veteranski organizaciji, ko je hodila na gor, je rekel, pa če on zmore, zakaj tudi mi ne bi... Lojze Juratovec. Zakaj, če on zmorejo, dajmo še mi. In potem smo se pač domenili. Vem, da smo o tem na predsedstvu takrat zasavskih veteranov, ki jih je še vodil Marjan Dolinšek, o tem govorili. Bili smo za, in formirala se je skupina. Ja. Kako je bilo to zbrati prave ljudi? Ne rosno mlade, pa tudi ne preveč stare. Ne, mi smo takrat pač zasledovali to, da bi bili predvsem zdržljivi, da bomo zdržali to pot, ker če pomisliš ali pa slišiš kum Triglav, se ti tudi nas zdi to gdeč. Pa slišiš za tisto prvo 170 kilometrov približno? Ja, je pa to pa vsak dan po 30 in več kilometrov narediti po vročini in po dežju, je pa že malo drugače. No in takrat smo se malo hodili smo, tako je vid pred omenil, posamezne organizacije domoljubne. In enkrat smo bili v koči, dozorela ta ideja, niso bili samo Ankarančani, potem je bil še skupina iz Nanosa, ti so v uniformah Slovenske vojske so bili za mene isti, eni in isti, ampak v bistvu so bile pa dve skupine. In smo enkrat, seveda, v Staničevi koč rekli, ko pa če bi mi bili, takrat je bilo malo heca to, ja, pa bomo, pa ne. No in pol smo se pač dogovorili. Mi, ki smo se poznali Zagorja, smo se zbrali, iz Hrastnika je pa Vojko.
Ja, Vojko je bil zadnjič, ko smo šli še s Pokluke gor zraven in smo nekako, Vojko, ti pa s Krasnika dobot, ne, fante, ne, in jih je dobil in potem smo pač 2010, začetki julija, prvi pohod opravili. Prvič, ne? Ja. Je šlo takrat ravno tako iz Kuma, vem pa, da nekaj tudi s kolesom, ne? Ja, to je pa maj problema, ta najmlajš, ne, ali pa skoraj ta drug najmlajš je Grega. Mislim, da je še Jano mlajši od njega. Jano je starejši. No, v glavnem, to so fantje, ki so takrat službe menjali, pa kumi dobili in težko, verjamem, da je težko 7 dni dopusta dobiti, oziroma 5 dni, ne. In smo nekako prišli tudi do te ideje, oziroma že na Staničevi koč je Lojze rekel, jaz ne bom hodil, jaz se bom peljal s kolesom, ne. No in Grega je potegnil za njim, je rekel, jaz tudi, ne. Lojze pa takrat že bil bolan, ne? Čisto leto še ne, pol. Ne, isto. Je že začelo, ja. Isto. Ja. No in od takrat Grega v začetka se je vozil s Kuma do Pokluke, no potem vsak let zdaj prvi dan, pa drug dan, ne, zdaj že na soboto gremo, gre z nam in štartal doma. To se pravi, on naredi isto pot iz Kuma do vrha, ne. In ja, kar pridnje, ne, da pride v takem času na taki daljav s kolesom za nam gor. Kako se je potem vsako leto, če gremo najprej na prvo leto, trasa izbrala, ker ni vedno po isti, ne? Mi zdaj v 8. pohodu smo že imeli, za vsak je bila trasa drugačna, pa rečemo 90% drugačna, ker vse ne moreš. Takire stvari morajo biti iste, sploh iz Pokluke ali pa proti vrhi, ne? No pa že iz Kuma, ne? Enkrat na drugo stran, enkrat na to stran. Kaj jaz vem, ponovadi mi imamo prve sestanke že kele decembra. 4 malo predlagam, zdaj na internet, pa tule, hitro pogledaš kaj, malo predlagamo traso, pol, če fantje pristanejo za to traso, rečemo v redu. Potem gremo pa bolj v detalje. Največ problem je tukaj spanje. Spanje, ker vemo, najcenejše je po planinskih domovih, tukaj zelo ugodno, tudi večerja, pa zajtrk skup, pride zelo ugodno skozi. Ampak so pa skupne sobe. Ja, pa to glih nas ne moti, no. Če greš pa v mesto, smo sploh okoli Ljubljane, vemo, koliko je spaje. Sama soba 50 €, 55 € hoče imeti, brez zajtrka, brez večerja, ne. In no, potem, ko spaje določimo, največkrat planinske domove, pa gremo, ko imamo sestank, po 2-3 si traso vsak dan posebej določimo. Ne vem, Mirko pa jaz, na primer, prvi dan. Prehodimo tisto traso enkrat. Aha, je že prej prehodil. Ja, da vemo vse. Moraš vedeti, koliko je gor, dol, da pot, ker mi ne hodimo po markiranih poteh. Mi hodimo po poteh, ki niso urisane, ne v planinskih, rečemo markirane, ne tako, po cestih, ne, in treba malo bližnjice najditi. In to mi prehodimo in potem na sestanke naslednjem povemo. Mi da smo šla, na primer, iz Kum letos do Janč, nismo šla, jaz smo šla iz Krima do Goveka. In točno povemo, hodila smo 8 ur, pa 9 ur, odvisno koliko. Vmes smo počivala tok pa tok. Vmes imaš, na primer, po 3-4 urih trgovino, ali pa tudi gostilno, ker nekaj v poletni vročini moraš nekaj spiti tudi, pa pod njo kaj pojesti, ne. In ko potem na sestanki tu povemo, koliko je, in potem ko pride tako da že veš, koliko te tisti dan, ko boš hodil tisti dan, ko imaš ti vodiš, veš, koliko te čaka, pa kaj te čaka. Do tistega zadnjega, še ena stvar je pomembno, ne, na teh, bi rekel, ogledih, da se dogovorimo za spanje. Tako za spanje, za ceno, ne, da ko pridemo, se pač gremo po sobih, ne iščemo sob tisti dan, ko pridemo, ampak to je dogovorjen, že prej tudi, kak dan prej se po telefoni pokliče, da prihajamo, da je vse v redu, tako smo se dogovorili in evo, stuširamo, pripravimo za spanje, povečerjamo. Mojmir Maček, kakšen žulj poštima, ne? Ja, seveda, tisti pa obvezno, tisti pa takoj, ko pridemo, ne. Tako da dejansko tiste poti, ne, ko so nove, ko jih še nismo prehodili predhodno, ne,
vedno gremo v izvidnico, da ni kakšnih problemov kasneje. Ker pol iskati na tisti dan, ne, po 30-40 km hoje, mislim, da to ne bi šlo. Ne. In kje pa potem tisti štart na Triglav, kje je ponavadi tista stična točka, kjer se na teh pohodih ponavadi zaustavite, ne? Preden se gre potem na Triglav? Ja. Tudi različno? Ne, do zdaj smo imeli 7 pohodov, smo šli iz Pokluke. Ne. Vedno nam je prišla... Mirko, prvo let smo šli iz Krme, ker je bilo Pokluk zaprta, ker je še Teri Gregor se pripeljal tja, pa pokojni Juratovac je pripeljal Lojze z Kombitanke. Potem letos smo šli iz Vrat, smo spali v Ljaževem domu v Vratih, no, ostale 6 pa iz Pokluke. Iz Pokluke in potem je vzpon na Triglav in iz Triglava na Kredarco, Staničevo kočo, tam prespali in se soboto vrli na Pokluko. No, mi trije smo veterani vojne za Slovenijo, ampak med pohodniki pa niso samo veterani vojne za Slovenijo. Tudi iz drugih veteranskih organizacij, katerih vid? Mi smo več domoljubnih organizacij tukaj. Tu so Sever, letos so bili 3 njihovi člani, potem Zvezo borcev iz Hrastnika sta bila letos 2 člana, potem imamo v Časniku našega kolesarja Gregorja in mi veterani 91. Moram pa tudi reči, da smo takir člani več organizacij, aj časniških, aj tudi borčevskih, tako da smo malo pomešani. Pomešani, ne? Vsako leto imate pa tudi srajčke, ne? Ja. In to nosite potem, ste prepoznavni na teh pohodih, ne? To v glavnem imamo na štartu in pa na zaključni proslavi na Pokluki. Ne? Tako smo dejansko res prepoznavni s temi majicami. Vsako leto imamo tudi drugo barvo, tako da, evo. Kako je pa s financami, ne? Zdaj to ni kar poceni. Vse skupaj, ne, organizirati vid. Lejte, mi že tudi, ko se začnemo meniti za samo traso, tudi predsedstvo nam da vloge za donatorje, za sponzorje, ne. In potem hodimo po delovnih organizacijah, raznih privatnikih, damo tisto vlogo za donacijo, kjer dajo, ko veste, kjer ne dajo. Tako da se na koncu kar, bom rekel, da zbiramo eno vsoto, ko nam zadoščuje za za pohod, tu se pravi za spanje, važno, tisto večerjo pa zajtrk. Ostala stvar, to se pravi, ker spijemo na samem pohodu, pa tudi tisto, ker po dnev kaj pojemo, pa iz svojih financ. No. Tako da nekaj gre še svojega, pa kdo mora tudi dopust vzeti, ne? Če še hodi v službo. Teh je že malo. Ste kaj v mislih, kaj bo potem, ko se recimo vam ne bo več dalo hoditi, oziroma ne boste zmogli 7 dni hoditi? Mirko, že kaj razmišljaš o tem? Kaj pa jaz vem, lahko jih zdaj povabimo, če je kjer zainteresiran, da pride izraz željo, pa se dogovorimo, pa proba, ne? Glejte, tudi sam predsednik veteranov Zasavja, Božo Majcen, je rekel, da ne probamo dobiti mlajše člane. Ne? Moramo reči, da v tem času, ko smo že skupaj, to se pravi 8 pohod, so se na 2-3 bili zainteresirani, so dali kontakte, pa neč več. Potem jih pa ni bilo, ko smo jih pa hoteli povabiti zram. Nazadnje je prišel zram, ko bi rekel malo mlajši, ne, je bil Marko Kalem, še prej pa Jano Gardelju, ne? Ne, Jano je z začetka. Cirer Matjaž. Cirer Matjaž. Ni pa verjetno bil nikoli namen, da bi šel za cel avtobus, ne, teh pohodnikov, ne? Da bi bilo to ne vem kako množično, ker je težko obvladovati potem skupino. Ne, skupina nas je zdajle 15. Mislim, da je 15 pohodnikov, ki so že bili. Ne. Zdaj enkrat ne more, drug že zaradi žulo ne more, pa pride sam zadnji dan zraven. Če bi vsi šli 15, to je maksimum. Maksimum. Več se že problemi za nastanitev in obvladovanja, ker
so le dolge poti in vmes marsikaj pride. Se kje ne veličate drugega od teh 7 dni? Ja, zdaj naveličamo. Čas pride kakšna bolj ostra beseda, ampak to hiter mimo. Se že toliko poznate? Ja, že čez eno 6 noter, čez drugega. Ja, pa že veš, kaj lahko rečeš, ne, tako da mislim zamireni, ne. Včasih pa pride kaj tazga, tudi bolj ostra reakcija. Imate pa funkcije na teh pohodih razdeljene. Zdaj, eden je verjetno vodja, eden poskrbi za žulja, Mojmir Maček, ne? Kdo je bil letos vodja? Letos sem bil jaz vodja, mislim, da prva 2 ali 3 pohode je bil Mirko vodja. Potem je bil vodja Zupančiču Vojko do letos, ker je pa letos šel na Kilimanjaro, sem pa jaz bil vodja. No. Imamo pa še drugačne funkcije, ko smo rekli, imamo doktorja našega, ko ste rekli Mojmir Maček, ne, potem imam finance, finančni minister, no, sem bil jaz, zdaj le zadnjih par let, no. Pa kulturnika, Toneta, ne, pa Silvo. Toneta Podkrajška? Ja, Podkrajška pa Silvo Prosenc, dva sta pa kulturnika, no, letos je bilo malo, ker tudi Silvo letos ni šel, je bolj ne Toneti vesel. Prosenc, Silvo. Je težko vse to naredil, ne, ker družba, ko ste prej rekel, ne, po 40 km na dan, tudi v soncu, v dežju, moraš s kakšnim vicam dvigniti, ali pa s kakšno zgodbo, ko te razveseli, ne v žalosti, ne. Ja, pa Tone, če se ne motim, včasih sabo vzameš športno opremo, tudi kakšen kilometer preteče, ne? To ne, moramo reči, da 40 naredi, potem pa prav, a grem lahko malo še, po domač povedan, polaufat. Pa še kakih 10 včas zraven naredi. Je, fenomen. On je zelo dober športnik, tako gorski tekač, ko bi rekel, ne prav ekstremni deleč od tega, ampak dober. Ne? Pa dobrovoljček, ne? Ja, zato pa je naš kulturni. Kdo je pa tisti, ki skrbi, da kdo preveč ne ostane zadaj, ne? Ker je verjetno to kar pomembno, da se ravnate po najpočasnejšem členu, ali kako? Odzad je zmeram skoraj vse lete, je odzad hod Mojmir Maček. Lipoglavšek stane, kadar je, en velet ga ni bilo, letos je bil. Pa tudi jaz sem krep naredil tam bolj odzadi, no. In mi se malo včasih zadiramo, da je unte spreden, ko se rad malo bolj hiter. Je treba malo tempo dol dati. Ja, vse treba, tisti, ki malce bolj pripravljen, se mora ravnati po tistem, ki je malo slabše, ne? Ja, jaz moram še omeniti letos, pa lansko leto, ne, našega zalednika, logista, bi rekel, ne, Goriška Mirjana. Prvo leto se spomnim, da je bil Marjan Dolinšek, ne? Ja, prva leta je bil do takrat, ko je Branko Zupančič rekel, zdaj pa ne morem več, pa smo se pol dogovorili, da je nam mačken logistiko vod, ne, da ste torbe, ki jih narabimo, ali pa potovalk, pa nahrbtnike, karkoli že, kjer ima, nam pele pa, da je dnevno vzamemo pol ven, pa seveda tudi tekočino, pijača, voda in tako naprej, ne. No, od lanskega leta je pa vskočil Gorišek Mirjan in moram reči, da smo zelo zadovoljni. Ne, jaz mislim, da ne. Pozna celo Slovenijo kot kraj in ljudi, ne, in mi se dogovorimo, pač tukaj se dobimo, on nas čaka, ne, z ohlajeno pijačo, tako da je res prijetno. Servis. Ja, res servis, kako si rekel. Ja, s 5 zvezdicami, ne? Ja, res, in plus tega je pa še zabavno, ne, tako da se nasmejimo, letos smo pogrešali Silvota, tako da je kar dobro nadomestijo, moramo reči. Je pa res Silvo tak amortizer med slabim, ne, počutjem, ne, zmeram na hecu brne, no, letos je pa dočakal svojo penzijo, ne, in jaz bi rekel hrano dopust za to, da bo prečo in tako naprej. Ne. V glavnem, upam, da bo šel pa naslednje leta. Da bo imel več časa, čeprav pravijo, da pokojnici nimajo toliko časa. Nimate toliko časa. Se ga kjer vzame, ne. No, celotno traso ste si že vmes lahko naši tudi gledalci ogledali, to so fotografije, ne vem, ki si nam jih ti poslal, prinesel na ključku. So to tvoje fotografije ali to
zmes vseh teh fotografov, uradnih pa neuradnih? Ja, jaz imam doma na računalniku arhiv vseh pohodov. Ne samo teh, ampak še ostalih, ker to je edini pohod, ko ga upravimo. In običajno 2-3 fotografiramo, ne? Ali pa fotografirajo, kjer let, ne? Se to pri meni zbere in jaz sem letos zbral, mislim, da moje pa Mojčeve fotografije in seveda tudi od Mirana Goriška. Tako da, ker si rekel, ne, sam 30, in je to težava, ne? Ja, drugače jih je tam 700, ne, fotografij krasnih, bi rekel, pokrajinskih fotografij, to so tako lepe slike, da res. In zdaj razumeš, ne, kako je tebi težko selekcijo narediti, kako je pa nam potem težko, da jih dobimo 700, ne, vseh ne moramo objaviti in je bolj dek sam, ne. Sam za primer, ne, da med 700 fotografijami je kar težko zbrati, ne, en kronološki potek samega pohoda, ne. Ja. Lepe slike, zagotovo. Se je kaj pomembnega, kaj zanimivega letos zgodilo? Zdaj, na Krimu ni bilo tuša, ne? Najbolj pomemben, če bi rekel tako, ne, magar smo traso, mi prehodimo, kot smo že prej omenili, ne. Samo čas pa kak del tudi človek pozab. Enostavno mu iz glave pade, ali pa hočeš kako še malo bližnjico narediti. In letos je bilo, no, 4. dan, smo mislili malo drugače narediti, pa ne bi bila pot na Puljštan pri Škofji Loki iz Osovnika, ali pa Osolnika, pač odvisno, kako izgovarjajo. Gorenci, en pravi Osolnik, en Osovnik. In ne bi bila markirana pot do Puljštana in potem naprej, ne, tako bi bomo mišli. Smo prišli do enega travnika, jaz sem tam od zadaj hodil, jaz sem videl markacijo dol, ne, ampak enostavno je pa res krasna pot pelala ob travniku, krepko navzdol, v gost, po gozdu ke dol, in to višinsko, to zelo strmo ke dol. In odlepen, ko bi odsekal vse nehal, nebene poti več, nebene stezice več, kaj čemo, nazaj enih 150 višinskih metrov nazaj, ko ena na desno pele. Gremo na desno, tudi ni bilo popolnoma nič. In potem, no, jaz kot vodja sem rekel, zdaj pa dosti tega iskanja, ker dol je bila res termina ogromna, pa se ni nič videli. Smo šli nazaj na travnik in tam je bila lepo markacija na levo. Aha. To se pa človek zapolne, ter je vmes, veš, že malo tistega kovod, malo po domač povedano prekovnamo, ne? Ampak se pa pozapali. Se pozapa in kakšen kilometer je več. Včasih pa tudi rečejo, ne, bližnjica je včasih daljša pot do cilja, ne. Tako, tako. To kar drži. Imaš ti kakšno zanimivo? Pa Mirko, Od letošnjega. Ja. Uno, ko smo šli doma. Kjer je doma? In pošter, ko je taborniškega doma v Radomni. Jo, tam. Mi smo prespali v taborniškem domu V Radovni. v Radovni, Srednja ne. Radovna. In tukaj smo poslali naprej našega logista, ne, in kar huda Vročina je bila terika. vročina, kar huda pot je bila. In mi veselo hodimo, kličemo Mirana, kje si, ja, tam pa run mosti levo, pa tam se ena hladovina, mi gremo naprej smo že skoraj prišli v Kranjsko goro občino. Malo prej smo se pa zaustavili, ker je voda tekla, tam iz hladna voda, tisto vodo pijemo, pa gledamo na levo, vidimo samo malo strehe enega doma. Pred 100 metrov od te vode. In potem smo šli mi naprej, hodimo, občina Kranjska gora. Tam Snakov mlin, če že kjer hodil čez Radovno. Rekel, zdaj pa gotovo. Zdaj smo mi pred Snaki, tisto, ko ima kmečki turizem. Rekel, to daleč ne more biti. Dajmo še enkrat poklicati. Ga pokličemo, Miran, kaj ste? Mi smo občina Kranjska gora. Ste šli mi in tisto vode? Ja, no, gor je dom. In potem smo šli lepo 2 kilometra, pa še kakih 100 metrov nazaj. In ko prej si že omenil, na Štone, tekač, je rekel, jaz bom tukaj prlaufu, kaj dol nazaj. Potem se je pa še Matjaž Zijem spustil. No. Ja. To si zapomne. Magar moram reči, da tiste 2 kilometra, tiste vode, ko smo šli ki gor, se mi je vlekel
Nazaj se mi je pa zdelo, da smo hitro prišli. Ja, to so zanimive dogodivščine. Ja, v bistvu smo gledali dom, pa nismo vedeli. Ne? Gledali smo ga. Ne? A vas kje prepoznajo med potjo? Vedo, kdo ste? Ja, zdaj, če vprašajo, povemo. Sej ponavadi se ustavimo v kakšnem lokalu, tako da na poti kar pogledajo malo, z debelim mučkam. Največkrat pa ne verjamejo. Sploh tam, ko smo malo deli od Triglava, da gremo pri Triglav. V spomin mi je lanski pohod v Stovk, smo šli proti Vranski, pa en gospod tam vpraša tako, oho, fantje, kam pa grete? Na Triglav. Se je tako začel smejati, sem mislil, da bo se na tla vsed od smeha. Ni verjel, ne? Ja. Tako da, ja, verjamejo, da... No, tisti prvi pohod je bil tam okrog 170 km, zdaj, ki je dan več, je pa čez 200 že, ne? Ja, letos smo imeli okoli 230 km. Letos glih uradnega, ponovadi to Tone Podkrajšek ima, se veste, kot tekač ima uro dobro, ko res mir preko GPS-a, zelo dobre metre. Letos smo imeli pa bolj na telefoni. Mirko je miril, pa Mojca mirila preko telefonu, in je pokazal, ne vem, enem 227, enem pa 230, tako je bilo nekaj tazga. Ne, še tretji je bil, men pa Mojčo je kažel 225, tretji, kjer pa je še miril. Sašo. Pa 230 in smo pol rekli, ne bo pa tam vmes. Uradno smo rekli 227 km. Mogoče malce neumestno, ampak verjetno obratni smeri potem še nazaj pa nikoli, ne? Je bila tudi ta ideja iz Triglava potem nazaj na Kum? Mislim, da ne bi zdržali, ni problem. Bolj problem je več tu, ki bi rekel, vemo, vse je lušen, bolj ko ne imamo tuše pa to, vse je. Ampak, ko smo že prej omenili, spimo včas v skupinskih sobih, en imajo po noč malo težave, te kjer smrčačam, ljudje smo pač taki, te kjer malo manj smrčimo, te kjer malo bolj smrčijo. In en pol to zelo mot in zelo malo spijo. In kome čakajo, da pridejo domov, da se ne spijo? Tako. Se zgodi, ne? Kaj je najtežje na teh pohodih? Ta vročina, ko se pojavi, mogoče dež? Vete kako, na samih tretjih pohodih, letos smo imeli, ko smo rekli, skoraj 230 km, prve 4 dni smo imeli po 40 km, pa tam okrog 40, pa malo čez 40. Nikoli ne smeš študirati, koliko imaš še pred sabi. Če boš gledal, ko vidiš, čas vidiš že cilj, naprimer, smo spali na Ljubnika, je pa Krim. Krim vidiš kot pred sabi, Krim je 1108 metrov, mislim, da je tam nekaj tazga. Ga vidiš, ti markantni hrib, ga vidiš že 30 km pred sabi. In če boš ti študiral na to, boš imel probleme. Ne smeš študirati. Ti najboljš je tako, kadar je najtežji, na Štone, ali pa v prejšnjih pohodih na Silvo, kak vic, ali pa tudi, verjeli, smo šli na Ratitovec pred parem letam, smo skoraj 2 ure govorili samo o zasavskih popačenkah, nemških popačenkah. Kulm, Šporhet, pa take stvari. 2 ure smo se imeli v tem. In človek pozapne na porteri. No, kaj pa dež, sonce? Moram reči, da zdaj do deža smo imeli zelo srečo. Lani je res en dan, te drug dan, cel dan prali, tako da smo nazadnje že proti Menini Plenin iz Gojzera pa pohodnih obutov, kar smo imeli okoli obračali, pa ven zlivali. Letos 3-krat je šel dež, pa 3-krat smo jih srečno odnesli. Smo šli proti Igu, je pri nam Krim zalival, da je bilo vse bel, se ni videl nič Krima. Potem smo prišli na Govejek, smo prišli gor, smo bili na pol ure gor in začel je dež. In ko smo bili tudi v Radovn, smo bili tam v tem, ko sem rekel, taborniškem domu, še dež vso. Tako da je bolj, ko ne, če pa je, lih nas dobi, slučajno, 2, ker so nas malo plohe dobile, pa če se le da, vse ploha itak že vidiš, da se prepravlja, pa da je že zelo bliz, ker tu smo neki na Skribucu, smo tukaj izkušen. Probamo kak zavetje dobiti, če ne druga gostilno, če je bliz. Pa tam vedriš, ne. Kaj pa mokra oblačila? Rukzak. Se posuši potem? More. Se more, če ne damo pa logistov v avto, pa vzamemo.
svežega. Ne. Kaj pa ti kontakti z domačimi, jih kaj zanima? Kaj se dogaja z vami? Ja, lejte, telefoni imamo, se veste, zdaj imamo vsi telefone, bolj ko ne. Vsak dan klicarimo domov, ne, žene, ljubice, pač kar kjer imamo, ne, in klicarimo. Pa tudi prijatelji, moramo reči, da se takrat zanimajo, ne, kaj smo, koliko smo prehodili, koliko še nas čaka, kak je vre. Kje se pa potem dobite zadnji dan, ko je konec? Tudi na različnih lokacijah, ne? Včasih vem, da je bilo v Kisuškem hramu, včasih pri Ribniku. Letos so pa pogostili nas, ker ne vem, kdo je organiziral, mislim, da sekretar, Drago Resnik, gasilci v Čolniščah. In Peš do Čolnišč? Ne, ne, za avtobusom, direkt s Pokljuke. Tako da se jim moram tej prilik zahvaliti, zelo okusen, zelo gostoljuben. Se priporočaš? Ne? Se še priporočamo, še. No, naslednjo leto bo zagotovo, pa verjetno jubilejno tudi, ne, 10. Potem pa se bo videlo. Cilj nam je, ne, da 10. pač obdelamo. Kaj pa pridemo pa videli, ne? Upajmo, da bomo še naprej, se v končni fazi za sebe hodimo, ne, za svoje zdravje, za svoj lušt, če pa še močke svoje organizacije povzdignemo s tem, pa tudi nič slabega, ne. Vmes je pa treba delati, ne. Ni to zdaj tako, da bi šli za ta teden na pohod, potem pa nič več hodili. Tako da je treba trenirati tudi skozi leto. Lejte, bolj ko ne se neki v tetih, nekaj bi rekel, je pravih hribovcev, po domač povedano, pa planincev, takjer pa 3/4 ne že, bom rekel, pokojil, ne. Penzionisti nimamo cajta, ampak se pa najde za kak jutranji malo bolj pohod, no. En ima je tudi, bom rekel, kakega hišnega ljubljenčka, ga mora že tizga pelati na kak kilometer, 2 na dan, ne, pa tako. Moraš hoditi, ja. Ja, je treba, ne? Ja. Ker sicer so lahko težave, če ne druga krči, ne? Vsak dan 30-40 kilometrov. Ja, to je pa bolj škodi svojim zdravje, ko pa bi rekel, ne, nekaj dobrega narediš. Ja. Tako da mi smo kar lušna ekipa, no. Nismo samo na tem pohodu, ne. Kum Triglav imamo kar nekaj drugih pohodov še, občasnih, ne. Gledamo, da jih čim več zajamemo, okoli Ljubljane, Vrtovško, veliko, ne. Po teh bojnih destovanj leta 1991 smo obdelali Dolenjsko, lani smo eno etapo šli na Primorsko, letos imamo v planu iti na Koroško. Tako, to so pa tudi tam po 30 km ni, ne. Pa imamo razne zimske, kondicijske, mislim, treba je, ne, drugače ne zdržiš. No. Da bi še dolgo zdržali, no, zagotovo se pa naslednjo leto spet vidimo na Kumu, kjer vam ponavadi tudi Ledinek pripravi pogostitev, preden odidete v dolino. Pa potem spet v hribe naprej, ne? Ja, se zahvaljamo, v imenu vseh se zahvaljujem Romanu, ker res nas fajn pogosti, pa še za napot da malo žganja, ki skače sline, da kadar je kriza. Imamo pa navado, da pa na vsaki 100 kilometri ne zdravimo, no. Letos smo celo 2-krat ne zdravili, ne. Mi pravimo rosco in ne zdravimo teri 100 kilometrov. Tako je, ne? In tako bo ostalo vsaj še 2 naslednja pohoda. Sigurno. No, zagotovo bomo tudi o tem poročali. Hvala tokrat obema za obisk v studiu. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah.
Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.